Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, Celje Fiorentina 1-2 zmaga za goste, ki pa niso prevladovali v Celju. Domači nogometaši so si na koncu prislužili aplavz razprodanega stadiona. V Firencah pa bodo imeli zahtevno nalogo, nadoknaditi morajo gol prednosti, ki si ga je Fiorentina priigrala v uvodni tekmi četrtfinala konferenčne lige. Naš gost je napadalec in hkrati tudi na tej tekmi branilec Celja, Aljoša Matko. Lep pozdrav, Aljoša. Pozdravljeni. Iz podcasta Žoga je okrogla pa Marko Cirman. Dober dan. Jože Pepevnik. Zdravo. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Aljoša, najprej ena ocena tekme. Nekako se je zdelo, da Celjani so bili pogosto v tekmi, ki je bila v valovih, dobrem položaju, bili v naletu, na koncu pa rezultat, ki ni bil tisti, ki ste si ga želeli. Ne? Ja, sigurno, ena vrhunska tekma z naše strani. Nimamo si kaj učitati, fanti, res smo odigrali eno vrhunsko tekmo proti takšnem nasprotniku, kot je Fiorentina. Ustvarjali smo si priložnosti, na koncu tudi v obrambi bili dosti kompaktni in pokazali, da lahko pač v Evropi igramo tudi proti ekipam, ki so na papirju veliko vrednejše od nas in pokazali spet en dober obraz v Evropi. Kako težko je izvleči pozitivne plati iz takšne tekme, ko ste na koncu vendarle izgubili? Ja, sigurno. Atmosfera v slačilnici po tekmi je bila, kar gledali smo se med sabo, pa ko imaš tisti grenak priokus, ko veš, da si to tekmo si mogoče zaslužil več, kot si na koncu iztržil in potem je vse malo težje, ampak smo pa danes videli, da ne gremo v Firence samo na izlet, ampak iztržiti napredovanje. Zaradi katere priložnosti vam je najbolj žal? Zaradi tiste morda Vukliševića 10 minut pred koncem tekme, morda Edmilsona zadnja akcija na tekmi, ko je bil neposredno pred De Gejo pa nastreljal vratarja Fiorentine? Ja, sigurno. Po moje bolj tej zadnje šanse Edijove, ko bi po moje tudi stadion eksplodiral 2-2 in bi bila na koncu vrhunska predstava in bi se vsi veselili. Tako pa smo malo slabše volje, ampak s fanti smo se v slačilnici pogledali in rekli, nimamo se kaj učitati, odigrali smo vrhunsko. Mene zanimajo številke Aljošinega GPS-a, še nimate podatkov danes? Nimamo še podatka, ne vem, edino če bomo Alena, ki je videl tu naokolo, pa bo mogoče povedal informacije, ker danes je bilo res, v enih trenutkih sem bil bek, v drugih trenutkih neka skrita špica, tako da danes sem imel na terenu kar zanimivo vlogo. Lahko poveste več o tem, kako vas je Albert Riera pripravil na to? Ja, vedeli smo, v kakšnem sistemu igrajo oni in nekako tako smo videli, da bomo najboljše pokrivali njihove igralce. Vedeli smo, da oni pokrivajo po celem igrišču 1-1 in da moramo izkoristiti ta prostor za njihovimi štoperji in to smo kar dobro tudi izkoriščali. Vsi vemo, da smo mi bolj ekipa, ki rada igra žogo in mogoče v teh trenutkih nismo navajeni toliko igrati direktno v globino in mislim, da je to neka stvar, ki jo lahko še popravimo pred povratno tekmo. Se je težko privaditi na to, ko igrate proti precej kakovostnejši ekipi, proti kateri, v primerjavi s tistim, proti katerim sicer ponavadi igrate, da se navadite na to, da vendarle pa nimate toliko žoge, kot jo imate ponavadi v prvi ligi? Ja, sigurno. Danes smo za moje pojme pričakovali tudi mogoče več iz njihove strani, ampak na koncu mislim, če se ne motim, da smo celo imeli večjo posest kot oni na koncu tekme in smo pokazali, da smo ekipa, ki lahko tudi proti ekipi, kot je Fiorentina, drži žogo. Na koncu posest, da vidimo končne podatke, v priložnostih je bilo 12-10 v korist Celja, v posesti je pa, ja, kot ste rekli, 54-46 prav tako v korist Celja. Jaz sem fan statistike XG in tudi v tej ste prevladovali proti Fiorentini, torej ste si priigrali lepše priložnosti kot gostje, 1-45 oziroma 54 za Celje. Albert Riera, 12 shots Celje, 10 shots Fiorentina, 4 on target Celje, on target Fiorentina. Obkrožil bi na Instagramu. We were better. Do not disturb.
Zdržali ste tudi 90 minut. Ne? Mislim, zdelo se je, da na koncu prvega polčasa, da so morda malce ekipi pošle moči, tudi na koncu drugega polčasa, ampak drugi polčas ste začeli v odličnem naletu, je moral gostujoči trener upeljati in pripeljati nove moči s klopi, da je lahko vzdrževal ta ritem, ki ste ga narekovali. Ne? Ja, sigurno, ekipa je pripravljena na vrhunski ravni, nekako. Vi mogoče to boljše veste statistiko, koliko redno igramo zdaj teden, vikend in niti en igralec, koliko jaz vem, se še ni pritožil na neke posledice utrujenosti ali pa prenatrpanega urnika in to sam pokaže, da smo z glavo ta pravi in da na treningih delamo na polno, da lahko zdržimo takšne tekme. A to mogoče tudi zato, ker, pa to dobro mislim, v prvenstvu ne tečete tako veliko, ker imate veliko žogov v svojih nogah, ker lahko počivate v navednicah na žogi. Ja, sigurno je tudi to ena stvar. Če imaš žogo, ne laufaš, ko nima žoge, laufaš. Tako da tudi k temu teži trener, da je žoga v naši posesti in temu, ko se zgubi tudi hitra reakcija, da je spet žoga v naši posesti in potem ni veliko laufanja v obrambi. Aljoša, je posebej boleče bilo dejstvo, da sta oba Fiorentinina gola padla ravno v nekem obdobju tekme, ko je bilo Celje boljše na igrišču, ko je bolje igralo, nekako proti toku tekme se je zdelo, da sta padla. Sploh tisti prvi zadetek v prvem delu. Ja, tisti prvi zadetek je padel nekako. Štoper je vzel žogo od igralcev neko dvojno podajo in tam blizu kazenskega prostora, mogoče ne dovolj agresivni in tudi malo sreče, mislim, da od bloka, tudi golmanu potem med noge in ko dobiš ta gol je še teže. Ko ta ekipa neko akcijo da te razigrajo, pa zabijajo gol, pa rečeš, nimaš kaj. Ampak, ko dobiš ta gol, je še toliko težje, ampak smo skozi verjeli in na koncu se tudi vrnili v tekmo. Pa še takšen zadetek, govorili smo že, vi kot napadalec, pa veliko branilskih obrambnih nalog, tam pa branilec Štoper, ki pa je reagiral kot napadalec, ko je švignil mimo vseh. Ne? Ja, sigurno tudi. To je en izmed razlogov, zakaj igra na takšnem nivoju. To so igralci, ki koncu se borijo v italijanskem prvenstvu za top 4 ekipe in lovijo tudi Ligo prvakov, tako da so resna ekipa. Koliko se, Aljoša, se pravičujem, Marko, koliko se čuti v duelu ta italijanska liga, ta moč nogometašev? Dobil sem nekaj sporočil med tekmo. Ja, vidi se, da so oni navajeni igrati te duele močneje kot nogometaši v slovenski ligi. Koliko se dejansko to občuti potem to take tekme? Pa jaz nekako tudi smo videli, da je bil tisti moj nasprotnik prvi polčas kar gora proti meni, ampak se mi zdi, da v duelih sem bil skozi blizu njega in nekako tudi v parih akcijah se zagradil in mu vzel žogo, tako da jaz sem tudi tak tip, da sem borben in mi malo lažje mogoče se prilagoditi tudi na močnejše igralce in sam nimam s tem problema, ampak seveda, ko jih pogledaš, eni so kot domare, ampak za primer Kin, ko smo ga videli, ko je prišel na igrišče, pa ga pogledaš, pa ne zgleda tak, pol pa ko pride v duel z Štoperji v italijanski ligi, pa jih odbije, tako da ni vse mogoče na izgledu. Se je videlo ravno pri njemu, pri Kenu na koncu tekme, ko je imel dva celjska branilca ob sebi, visoka žoga, pa se je kar sam znašel med vsemi in poslal diagonalo potem. Folorunšo je 30 kg težji od Aljoše. Ne? Jaz sem pri enem vprašanju zastavil, me zanima, ta tekma je bila na nek način izkaz, ne? Ali lahko igrate proti njim. A zdaj ste bili pa tudi v izložbi, bi vi osebno recimo lahko igrali vsak teden na takšni ravni, kot igra Fiorentina? Ja, sigurno pač, če si vsak teden igraš na tako, pač, kakve imajo oni tekme, sigurno se privadiš na tak nivo. Tako da nekako smo tudi v Evropi, mislim, da je bilo to 19. tekma že v Evropi letošnji sezoni, tako da smo tudi malo navajeni na ta višji nivo in sigurno tudi je pripomoglo k tem, da smo danes proti njim tudi zgledali fizično in taktično nekako
Vsaj poravnani. 50, ja, vsaj poravnani, 50-50. Zanimivo na tiskovni konferenci, kolikor sem zdaj ujel, torej tiskovno konferenco Fiorentine, Rafaela Paladina, je eden od naših italijanskih novinarskih kolegov, mislim, da iz Trsta, vprašal trenerja Fiorentine, ali mu je kateri nogometaš Celja padel v oko, oziroma kaj si mislijo o igri Celja, in je zelo, zelo hvalil, ne sicer poimensko, dejal je, da je analiziral nogometaše Celja, ampak ekipo, ki igra pogumno, trenerja, ki igra pogumno, in je celo dejal, da je bilo to danes v bistvu za njegovo ekipo tudi test zrelosti, ne? Torej reagirati dobro v tekmi, v kateri vsi pričakujejo od tebe, da boš seveda glede na renome kluba zmagal. Ne? Ampak navijači Celja pa Aljoša Matka ne dajo, ne? Vi ste ljubljenec navijačev, pravzaprav 169 dni je trajal post. Twitter račun so odprli, oziroma račun na X-u, ali je Aljoša Matko že zadev. To se je vleklo, ne, potem pa 2 zadetka proti Bravu. Ampak največji hec in največja resnica pa je to, da tudi ko vam ni šlo in tudi ko ste zgrešili z 3 metrov, ne vem, kaj je bilo, Maribor. Proti Mariboru, navijači so vas imeli radi, spodbujali so vas ves čas. Ste čutili to? Ja, sigurno podpora v Celju je res vrhunska. Nekako sem tudi igralec, ki pusti vse na igrišču, in to navijači, kjerkoli sem bil, so to začutili, in vsak klub, ko sem prišel, so me nekako navijači imeli kar radi, ker sem nek borec na igrišču, in trenutno v letošnji sezoni sem mogoče sploh prvi del sezone igral boljše, ko pogledamo celo igro na terenu, kot naprimer prejšnjo sezono, ko sem bil prvi strelec lige, ampak ni hotla žoga v gol in ni hotla in se je pol že toliko vleklo, da več nisem vedel sam in kaj bi, in potem sem tudi nekako delal veliko na sebi in se probal sam sabo boriti, kako reši to situacijo, in sem rekel, nimaš kaj, treniraj vsak dan na polno, in ko bo prišel gol, bo prišel, in prejšnjo kolo v prvenstvu je prišel, in takoj se vidi tudi mogoče, da mi je padel nek bremen s hrbta in se poznalo že na tekmi z Bravo, in po moje tudi danes, da kažem tiste predstave, katere sem tudi prej. Koliko pa je za ta padec forme? Zdaj to moramo razkriti oziroma povedati, da ste si želeli v Slovan iz Bratislave poleti, pa je prestop padel v vodo, Tolič v Celje, vi v Bratislavo, nekaj nevolje, roko na srce je bilo, vsak si želi napredovati stopnico više. Koliko je to vplivalo na vašo formo, na vašo razpoloženje, bi lahko rekli? Ja, to je bila neka prelomnica, se mi zdi. Ni bil tudi Slovan je bil že nekako, vse je bilo dogovorjeno, dobili smo se, klub se je dobil z ljudmi iz Slovana, nekako so že vse dogovorili, bilo je že Tolič prihaja na trening, ti bi mogel iti gor samo še na zdravniški in stvar zaključena, in potem se v nogometu pač v enem dnevu marsikaj zamenja, nekako nikoli nisem točno zvedel, kakšne so bili problemi, zakaj se ni izvedlo, ampak so bili v tistem trenutku tudi neki drugi klubi in sem nekako hotel iti, nekako se mi je zdelo v tistem trenutku pravi čas. Prvo sezono, če se ne motim, 16 golov, naslednje 18, prvi strelec lige, prvaki, prišel sem v Celje, nekako nek vrhunec. Tudi v tistem trenutku sem bil poklican na en zbor v reprezentanco in sem mislil, evo ga, pravi čas za nekak... Naravna pot, ne? Ja, za nek preskok, in se pač ni šlo. Tudi naša liga ni toliko, se mi zdi, še skozi cenjena drugje, in se mogoče klubi ne odločajo za velike odškodnine, rajš bojo za takšne cifre kupali v kakšnih drugih ligah, kot pa mogoče v naši. In tako je tudi par klubov odpadlo, pač tudi jaz imam neke svoje pogoje in se nismo najdeli tudi z drugimi klubi. Na to je bilo spet pozim, spet neka situacija, sem res hotel zamenjati okolje in da grem zamenjam okolje, se mi je zdelo to v nekem trenutku najboljša odločitev zame, da mogoče zamenjam okolje, in je bilo že, smo bili v pogovori, ampak se spet ni išlo, in potem sem se pa nekako sprijaznil s tem. V Celju si odigraj tako, ko veš, in nikoli ne veš, kdaj bo prišla šansa, da greš spet v tujino. A ste po zimi iskali menjavo okolja tudi zaradi te strelske suše? Pa po moje vse skupaj, tako smo že prej rekli, neko razočaranje, potem tudi malo drugačen stil nogometa, kateri meni odgovarja roko na srce. Vsi vejo, kaj meni bolj odgovarja, kakšen stil, in tudi tu sem imel, ampak konc koncev
se mi zdi, da sem bil v tistem prvem delu celo igralec, ki je prihajal največ priložnosti za zadetek in ni hotla v gol in nekako potem, ko so vsi navajeni, da nekako konstantno zabijaš gole, se vsi potem, kaj je z njem narobe, ne? Ampak na koncu se mi zdi na terenu še kar kazal več kot dobre predstave. Kaj pa vajen odnos z Albertom Riero? Albert Riero je pač takšen človek, ali me boš ljubil ali pa me boš sovražil. Mestne poti ni, se zdi. Tudi vidva sta imela nekaj napetih odnosov, pač Marko govori iz lastnih izkušenj. Tudi sam sem imel poleti prijetno izkušnjo z njim, zdaj je vse v redu. No, pa naj še Aljoša pove svojo izkušnjo. Ja, sigurno pač tudi on je vedel, kaj od mene lahko dobi. Nekako se mu je zdelo v tistem trenutku, da ne dobiva to od mene in tudi jaz sem tak karakter, da ne pustim nekako preveč na sebe, ampak konec koncu on je trener, on odloča in jaz ga moram spoštovati, tako da se mi zdi, da s tem nisva imela probleme, korkoli, ali sem bil na klopi, ali sem igral, vedno ko me je dal igro ali pa začel sem nekako izpolnjeval njegove naloge, nikoli nisem šel karkoli proti trenerju in se mi zdi, da zdaj v zadnjem času se nekako tudi ta odnos stabiliziral. A vas je objel, ker je na eni tiskovni konferenci dal, da vas bo objel in objemal. Preostanek ljubezni mora dati pa žena. Tako. Ja, se je včasih tudi objame in eno in drugo, ampak to je on. Pri njemu so samo dve poti, ali ga imaš rad, ali ga pa nimaš rad. Tako kot si že prej tudi sam rekel, ni neke srednje poti in sem pa vesel konec koncu, da mi je tudi on trener, ker se od njega veliko naučiš, tudi danes jutr, ko zameniš okolje. Pri njemu sem igral, se mi zdi, 4-5 pozicij, od wingbacka, špice, wingerja, na začetku, ko je prišel desetka. Ja, danes vse, celo desetko na začetku, ko je prišel, ko sem vedel, da se ne morem na tej poziciji znajdeti, pa je kar rekel, lahko igraš, ampak to je on. Naši južni brati bi rekli, mađioničar želite prepričati. Manipulator v dobrem pomenu besede morda. Ko si omenil Žana Karničnika, tudi on je igral na več, mislim, kje Žan Karničnik še ni igral na igrišču, tudi treba vprašati. Malo bolj hecno vprašanje, Žan Karničnik je pred dnevi dobil stadion, poimenovan po sebi, v svojih rojstnih Radljah ob Dravi. Kdaj bo v Beli krajini kak stadion Aljoša Matka? Mi je čisto ok, tako ko je. Štadiju, du Aljoša Matka, FC Kolpa. A ste ga kaj hecali v Slačilnici? Ni Kolpa, Bela krajina. Bela krajina, ja. Okay. To je ful rivalstvo, pardon. A ste Žana kaj hecali? Ja, sigurno. Mislim, da sem celo jaz začel. Sem jaz tudi včasih, ki pozitivno provociram in takoj, ste videli story, Žak ima svoj stadion in takoj se pol začne neka zajebancija v Slačilnici in tudi to je en razlog, da dobro zgledamo na igrišču, ker smo v Slačilnici kar povezani, čeprav prej nismo bili navajeni, da je toliko tujcev, ampak tudi tujci so se dobro ujeli v ekipo in smo res dobra klapa. Sej tudi, ko potujemo skupaj, pa vidimo te tujce, so taki v redu dečkoti, bi lahko rekli, ne vem. Ni klanov, ne? Ne, pomirjenje, tudi Dulka, vsi so spoštljivi, vsi so prijatelji, tudi med seboj se vidi, ni nekdo, da bi vlekel na svojo stran. Ok, Portugalci se pač med sabo menijo, ker se v svojem jeziku pogovarjajo, ampak nasplošno se mi zdi, da nimate nekih taborov v ekipi, ne? Ne, res smo nekako vsi povezani med sabo, tako da v prostem času se mogoče več družim z Juanjo, tu živi v isti zgradbi, tam mali se družijo in smo nekako 4-5 igralcev živi v isti zgradbi, tako da smo tudi v nekako privat življenju kar povezani. Ker sploh pa po zimi je tudi precej prišlo do menjav. Pa če gledamo celotno sezono, je zdajšnja ekipa precej drugačna kot tista, recimo, ki je končala prejšnjo sezono. Ne? Ja, tista ekipa je tudi imela nek poseben čar, ker smo bili večinoma domači igralci, pa tudi tisti, ki so nekako bili pripeljani kot okrepitve, so bili iz naše lige in sploh takrat v težkih trenutkih se je videlo to, da smo res povezani. Nekaj še me taktično zanima. Presenečen sem bil nad tem, ko je Juanjo Nieto
skrbel v obrambi za devetico, torej za napadalca, ki se je premikal nazaj proti vezni vrsti Fiorentine. Beltran, tako Argentinec. Po drugi strani pa se je v konici celjskega napada so se vse skozi menjali igralci. Sem pred tekmo razmišljal, kdo bo zdaj zamenjal Armanda Sakučisa in je več igralcev menjalo Armanda Sakučisa. Ja, nekako v obrambi prva linija so bili nekako Sweet Logan pa Kves. Zadolženi so bili za 4 igralce, nekako ostali smo bili pa večinoma man-to-man, štoperji sta bila za eno špico in torej ta en izmed 3 štoperjev, kateri je bil sam, je nekako skrbel za tega igralca, ki se nekako ponuja in je bil skozi blizu njemu. Tako da v obrambi smo res danes dobro zgledali. Tisti 3 gor so se menjali pozicije, važno je bilo samo da jih nekako usmerimo na stran in da probamo tam narediti pressing. Kdaj pa ste izvedeli za te točno določene taktične zadeve? En dan pred tekmo ali na dan tekme, pa je potem premalo časa za premljevanje? Ne vem, ko gre človek spat pred tekmo, že ve, kaj bo drug dan delal. Že smo, kaj je bilo, v nedeljo tekmo, ponedeljek, v nedeljo je bil Bravo, v ponedeljek regeneracija, v torek smo že dobili večinoma vse informacije. Se pravi, da se že v torek na treningih ve, kakšna bo prva postava? Nekako smo približno že vedeli, torek, sreda, pač vedeli smo, da bo težka tekma in tudi trener je hotel že takoj uigravati, da se ve, kakva bo situacija, da se pripravimo čim bolj in smo že nekako torek in sredo igravali za današnjo tekmo. Ampak te stvari pa morajo že biti nasplošno utečene v ekipi. Ne morete samo v torek izvedeti, ok, ti boš tega pokrival in tako bomo igrali, ampak to so stvari, ki so v celotni sezoni se uigravajo. Ne? Ja, sigurno nekako. Mi smo ekipa, ki igra skoraj vsako tekmo z neko drugačno postavitvijo. Najpogosteje se še te vezni menjajo, ali en zadnji vezni 2 desetke. Asimetrično. Ja. Odvisno tudi od nasprotnika, kako oni igrajo in kje so njihove šibke točke. Drugi polčas. Pogled proti povratnemu dvoboju v Firencah na stadionu Artemio Franchi boste igrali. Stadion, ki je znan po zelo bučni podpori domačih navijačev. Prenavljajo ga tudi. Prenavljajo ga? Ja, mislim, absolutno potreben prenove. Ja, se spomnim. En sektor za golom je že zaprt in je gradbišče. Aha, ja. Okay. Italijanski navijači so provokatorji, povej. Mislim, moram reči, da tokrat so bili bolj provokatorji, celjski navijači tu. No, to pa nisi lepo povedal. Ne, kakorkoli. Torej, tu na tribuni smo... Je bil prekršek za 11 metrov. Ja, smo videli in je poletela najprej plastenka piva proti navijačem Fiorentine in potem so se obmetavali, preden so prišli pač predstavniki specialne enote iz policije in skušali vse pomiriti. Potem ni bilo več obmetavanja. Predstavniki specialne enote in potem smo naredili nadzor nad gledalci. Ja, res, ampak prvo pivo je poletelo iz celjske tribune in potem je prišlo do vroče krvi. Kako pa je bilo pri tisti 11 metrovki? Prekršek pa to? Pri tisti, ki so jo dosegli. Nekako, jaz sem glik, da je bom udaril in sem naenkrat je bilo vse črno pred mano, tako da niti ne vem, ali sem zadev žogo, nisem zadev, ker je me udaril direkt v glavo in nisem sploh... Pa to branilec ali... Ja, mislim, da celo eno izmed štoperov. Okay. Kaj pa pri tisti 11 metrovki, ki je ni bilo, ko so bili dolgo na tleh? Meni je bilo bolj prvi polčas čudno, da sodnik se ni odločil, ker sem res začutil en udarc v list, ampak je rekel, da je bilo premalo za penal. V tista situacija pa tudi malo namazane igre, udaril, pač roka je šla proti mojemu obrazu, probač nekaj izvleč. Po italijansko, ne? Ja, eni sodniki se bojo odločili za to, eni bojo rekli premalo, probaš, če je, če ni. Ja, sej, če nekaj odstotkov možnosti je, da lahko dobiš 11 metrovko, zakaj pa ne? Ravno pri 11 metrovki za Fiorentino je bilo nesrečno pri Žanu Karničniku, ker je stopil na igralca, ne da bi skušal odvzeti žogo, ampak ravno na napačnem mestu, mislim, splet bolj nesrečnih. Naraven korak, ne. Ja, naraven korak. Ne z Johnom. Tole, ko je omenil, probaš izkoristiti. A ste vi Fakin na igrišču, se imate za Fakina, tako namazan ga s vsemi žalbami, ali ne? Pa ja, mislim, nisem zdaj
prearoganten, ampak probam sigurno tudi take situacije izkoristiti v svojo prid. Ja, torej, uporabljati pravila v svojo prid. V svojo prid, ja. Nazaj k tekmi v Firencah, kako jo pričakujete, kaj se vam zdi, da bo pomembno na gostovanju? Celje vendarle v tej sezoni, v evropski sezoni, kaže drugačen obraz na domačih tekmah kot na gostujočih. Je pa na gostujočih Apoel 2-0 in tista proti Loganu dosegajo zelo pomembne zmage letos. Ne? Ja, čaka nas sigurno ena dobra tekma. Tudi oni so videli, da smo ekipa, ki nas treba spoštovati, tako da tudi oni se mogoče bojo pripravili drugače na nas, mogoče s kakšnim drugim sistemom bomo videli, kako bojo tudi oni odreagirali, ampak mi bomo videli, kaj bo naš trener se odločil, ali bomo strajali pri istem, ampak koga poznam, je sigurno najdel še kaj novega. Še kaj novega, tako da zdaj, ko smo odigrali proti njim, bo sigurno še neka nova ideja z njegove strani. A se kaj govori, da bo odšel? Beremo. Neki po novicah so glih fanti so pogovarjali, da je nekak kandidat za trenera Dinama. Se zanimajo za njega. In bomo videli po sezoni, pač tudi po moje je tudi njemu cilj, da gre na nek višji in višji nivo. Ja. Sej vendarle je vam igralcem to cilj, prej smo se pogovarjali o vaši karieri, pa iz njegovega zornega kota. Ampak vas še ni nagovoril v hrvaščini, ne? Ne, sem zdaj natreniral slovensko, če bo šel tam, bo mogel že hrvaško. A kaj govori po slovensko tudi? Mislim, po moje že vse razume, ampak noče pokazati tega. Ja, okay. Sodnikov dodatek. Ob koncu podcastov Žoga je okrogla, se vedno gremo kviz in sicer imam danes pripravljen tudi kviz. Moramo stran gledati. Okay, ne, ni treba stran gledati, ker sem si ga nastavil tako. Sam da niso kakšni igralci, ker jaz sam svoje poznam. Igralci, torej povem imena klubov. Pa Kurtića, no. Ja. Vi pa morate vsi povedati, kateri igralec je to. Dva sem pripravil in sicer eden je Partizan, Manchester City, Fiorentina, Atletico, Trabzonspor. Savić. Bravo, super. Res, super. Moram reči, da Aljoša, ta dva sta res. Jovetića sem Super. najprej v glavi. Dober, da tako udarta, da pol zgleda, da... Izjemna sta. To moraš samo udarjati, Ja. tako ti po golu. Ta gre. drugi igralec pa je Vicenza, Fiorentina, dva igralca sem izbral, ki sta igrala za Fiorentino, Juventus, Milan, Bologna, seveda. Inter in Breša. Roberto Baggio. Vicenza Si je njegov že prikol. takoj, ko Ja. pa sem mislil, da neki tazga pripravil. Vidiš, da Aljoša hoče iti z Matranje, 12,4 km pretekel najbrž. Še to nadaljevanje domače sezone, prva liga, glede na to, da ste bili bolj na dnu zgornje polovice lestvice, zdaj pa ste že bliže evropskim mestom. Ja, sigurno nekako. Prvo mesto je teoretične šanse so, ampak nekako vsi smo realni, da je Olimpija v tem pogledu nekako naredila že levi delež in mi napadamo tudi drugo mesto in pokal, ki je tudi nekako lažja pot do Evrope. Tako kratek kviz je bil, da je še ostalo nekaj prostora za kakšno vprašanje. Še eno dodatno vprašanje. Uščunijo not. Aljoša, super, da ste si vzeli čas za nas, za naše poslušalce. Veliko sreče v nadaljevanju sezone in seveda tudi v Firencah. Hvala vam. Hvala tudi vam, hvala Marko in Jože in hvala vam, dragi poslušalci, da ste bili tudi tokrat z nami v podcastu Žoga je okrogla. Naslednjič bomo z vami po tekmi v Firencah, torej med Fiorentino in Celjem, v povratni tekmi četrtfinala konferenčne lige. Uživajte, se slišimo.